Malo se bomo sprehodili čez naše zbirke. Z mano tudi je v bistvu James, ki prihaja iz Združene države Amerike, iz Kalifornije. In sicer tudi, če boste imeli ob koncu vodstva kakšno vprašanje glede njegovega kostuma ali inštrumenta, torej lutnja, je dobrodošlo vprašanje. Se pa v bistvu bo potem vodstvo zaključilo v samem grajskem parku, ki pa bil pred kratkim renoviran. Zdaj mogoče par osnovnih informacij o Velenskem gradu. Grad je star točno letos 750 let. Njegove prve pisne omembe so bile v 13. stoletju. Po drugi svetovni vojni pa v bistvu tukaj nastanejo stanovanja za rudarske družine. Od leta 1957 pa nastane sam muzej, ki pa sprvo v bistvu nastane tukaj muzej premogovništva, ki se potem prestavi na drugi konec mesta in nastane potem sam naš muzej Velenje, ki pa nima takih tipičnih grajskih razstav kot ostali gradovi po Sloveniji, zaradi tega, ker žal vso pohištvo je bilo izropano med drugo svetovno vojno, so se stvari izgubile. Zato naš muzej govori pa v bistvu o celotni Šaleški dolini od srednjega veka do sodobne zgodovine. Zdaj, mogoče še kaj je bilo prvotno tukaj zgrajeno na Velenskem gradu. Tale del, na tej strani, to je najstarejši del gradu, sicer 13. stoletje. V srednjem veku so potem skozi stoletje različno dograjevali ta Velenski grad, ampak zadnje prezidave potem so se zaključile v 16. stoletju, ki pa ga je zaključila družina Wagensberg. Tukaj vidimo njihovo zastavo. Ti lastniki so bili tudi protestantje, kar bomo malo več tudi povedali v samem srednjem veku. Potem druga najpomembnejša družina so družina Adamovič. Vidimo njihov grb. Ta grb si dobro zapolnite, ker bomo malo več povedali tudi v njim, čisto na koncu, in sicer na Grajskem parku. Potem zadnji lastniki tega Velenskega gradu so pa bila družina Koronini Kromberg, sicer iz Italije, iz Gorice. Zdaj, da malo dobite predstavo, kako je življenje izgledalo nekoč v srednjem veku, kje so živeli ljudje, kaj je bilo tukaj pri nas, in sicer v zgornjem delu, kjer se bomo zdaj sprehodili čez muzej, so živeli v bistvu plemiči, v spodnjem delu je pa živel služničat, torej kuhari, spletične. Vemo, kaj so spletične? Vem, eni ja, eni ne. Naprimer, Nika je moja spletična, prej mi je pomagala obleko zapret, to so delale spletične, pomagale graščakinjam. Ene asistentke bi danes rekli, nekako. Potem v spodnjem prostoru vidimo, ko se stopnišče gre malo nižje spodaj, je bila klet, tam je tudi bil gladovalni jašek. In sicer zaporov pri nam ni bilo. Najhujšo kazen, ki jo je lahko dobil tukaj zapornik, je to, da so ga prikleli na steno v kleti in ga pustili stradati do smrti. Ja, ni bilo mučilnih naprav, niso raztegovali ljudi in tako naprej, zdaj mogoče, da še povem za tale vodnjak. Tale vodnjak v bistvu ni vodnjak, ker vodnjaki niso mogli biti v notranjosti gradu, ker so gradovi vedno bili grajeni na skalah. In sicer pravi vodnjak je bil izven gradu, torej v Grajskem parku, ki je zdaj žal trenutno zazidan, ampak to je bila cisterna, torej zbiralnik za vodo, kjer se je notri zbirala deževnica, in sicer podpirala se pa preko kamnin, oziroma preko kamna. Zdaj, Velenčani poznate legendo Kunigunde, vi, ki pa v bistvu izhajate iz Izole, pa ne poznate. Zdaj, na Velenskem gradu, oziroma obstaja legenda, sicer pravijo, da na Velenskem gradu naj bi živela Kunigunda. Po mnenju nekaterih naj bi bila spletična, po mnenju nekaterih naj bi bila pa tudi grofica. Ampak Kunigundo so v ta vodnjak vrgli, oziroma torej utonila, zaradi tega, ker naj bi bila čarovnica, ker je ob slabem vremenu znala priklicati sonce, ob suši pa dež. Ker se tudi ukvarjala z zeliščarstvom, tega graščaki niso marali na Velenskem gradu in so potem vrgli v ta vodnjak.
In leta nazaj, ko so naši hišniki čistili ta vodnjak, so odkrili tako veliko stekleno zeleno kroglo in Kunigunda naj bi v njej videla, kaj se dogaja v Šaleški dolini. Je pa na gradu živel v bistvu tudi naš hišnik, zdaj mogoče ga domačini poznate, Vinkota, to je ta gospod, ki je zaklepal grad ob 8 zvečer. In ko je on zaklepal grajsko obzidje, je zaslišal glasen smeh in je začutil, da ga je nekdo prijel za ramo in ko se obrnil nazaj, v bistvu nobenega ni bilo. To je ena taka rušna zgodbica o našem gradu. Zdaj mi bi pa mogoče začeli kar s prvo razstavo in sicer s srednjim vekom, ki je čisto gor na vrhu, tako da